A vi vidite pa svetlobo? Ja. Aha. In a bi vi zdaj tako naredili, da bomo še vsi mi videli? Absolutno da. Gospod je rekel, absolutno da. Ja, aha, Rozina Viola mu bo dala tole stikalo. Poglejte, vi pa kar morate tle v temno deželo se stegniti s stikalom. Ja, takole, zdaj pa vi pržgite. 3, 4, zdaj. No, pa ni nič. A ste vi rekli, da znate malo začarati? A bomo šli takole? Recimo začnemo s 5, pa 4, 3, 2, 1 in na koncu rečemo luč, jaz bom pa zatropil in mislim, da bo pa mogla luč slišati, da se pržge. A ste za to? Tak, nisem slišal, gospa tamle zadaj ni nič rekla. Hvala, gospa, to je bil pa ta prav glas. Gremo. 5, 4, 3, 2, 1. Dobrodošla, svetloba, podžupan, še en aplavz za moj stikal. Tudi v Radovljici ste prižgali in začeli z decembrskim praznovanjem, seveda z osvetlitvijo Linhartovega trga. Ja, res je. Danes smo upali, da nas bo presenetil sneg, očitno nas je dež, ampak kljub temu ljudje so prišli. Ja, danes se zaključujejo Okusi Radovljice, tako da na trgu je vseh naših 9 gostiln, z nami so avtomobili, vzdušje je prijetno, seveda pa bomo s tem vzdušjem nadaljevali. Začenjamo s prireditvami spet po 20. decembru, ko bomo zadnji 2 soboti tudi na trgu spet imeli street food Okusa Radovljice in pa seveda tako fajn glasbeno spremljavo. In sicer z nami bojo enkrat Fat Horses, tisto zadnjo soboto v tem letu, pa bo z nami Andrej Šifrar, ki je celo prilagodil komad naši temi. In sicer tistega ni vse manj dobrih gostiln, ampak vse več je dobrih gostiln. Je to po receptu Okusov Radovljice? Ja, to je recept po Okusih Radovljice. Kako ocenjujete Okuse Radovljice v letošnjem letu? Kakšen je bil obisk? Obisk je bil čudovit, res je ogromno domačinov prišlo, tudi zelo veliko jih je prišlo iz bližnje in ne tako bližnje okolice, tako da mi smo navdušeni. Videli smo, da se splača potruditi, da je lepo, če gostje pridejo tudi v novembru in smo zelo, zelo zadovoljni in upamo na samo še boljše čase. Vi sodelujete že vse skozi, kaj ne? Ja, res je, že od prvega leta smo zraven Okusov Radovljice. Kaj ste pripravili za zaključek Okusov Radovljice na Linhartovem trgu? Danes smo pa tako kot vsako leto, tudi poleti grizike, ki jih imajo tukajšnji prebivalci, jih že vsi poznajo, otroci jih imajo radi, pa naše štrukle. Dobro v slast. Zdaj smo šele začeli, tako da prijetno bojo. Vi pa ste letos prvič sodelovali v Okusih Radovljice in kakšen je vaš komentar, kako ste bili zadovoljni z obiskom? Ja, glede na to, da smo prvič, je bilo super, moramo reči. Mi smo rabili še majčkeno, da se navadimo, vse kako to poteka, tako da je bilo fajn, no. Smo zadovoljni, kako se je mesec izšel. In ponovno na zaključku ste tudi tukaj in kaj ste pripravili? Tokrat smo pripravili pirino rižoto z morskimi sadeži. Kaj kuhajo pri gostilni Lectar tokrat? Tokrat za zaključek okusov kuhamo domača telečja obara z ajdovimi žganci, domačimi usirki, pa ajdovi štrukli z orehi, za sladico sladki. Kako ste bili vi zadovoljni ta mesec? Ta mesec smo bili zelo zadovoljni, več kot po pričakovanju in veliko gostov je bilo na Okusih Radovljice. In boste nadaljevali tudi s ponudbo v mesecu decembru? Ponudba je tudi v mesecu decembru, podobna ponudba je, ampak za november je kar v redu bilo.